Za življenje. Za življenje. Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Tokrat je z nami doktorica, profesorica Andreja Poljanec. Dober dan in dobrodošli. Dober dan. Pred tednom dni je bila Ljubljana preplavljena, pa ne samo Ljubljana, tudi Maribor. Bili so informativni dnevi, mladi iščejo svoje kariere, svoje nadaljne poti, profesionalne naprej in tako. V tem času se morajo nekako zbrati toliko o sebi in vedeti, kam bi šli, ampak zato, da bi lahko šli kam, ne, je pa treba imeti ocene dovolj dobre za želene fakultete, ne. Zdaj pa, koliko tukaj lahko starši pomagajo, da otroka nekako okrepijo, mu pomagajo, ne da ga skritiziranim, ja pa spet nisi, pa spet je bilo slabo, še dodatno dotolčejo. Ja, to je kar umetnost, bi rekla. Otroci, torej zdaj, če govoriva o dijakih, a ne maturantih, če govoriva o fakulteti, so pri tej starosti tudi zelo različno zreli še. V smislu čisto, koliko se uspejo umiriti, koliko uspejo eno to vizijo o prihodnosti že imeti izkristalizirano, koliko so po drugi strani tudi na nek način hitri pri učenju, a ne, koliko veliko snovi si lahko naenkrat zapomnejo, kolikrat mu je pa po drugi strani ponavljati ali pa se, ne vem, veliko ukvarjati z določenimi predmeti. Tako da kle so tudi res neverjeten velike razlike med mladimi. In pomembno je, da se starši uspejo posvetiti razumevanju točno določenega svojega otroka. In to se mi zdi, da je zelo velikokrat kar en tak spodrsljaj pri starših, da se še vedno otroke nekako malo v neke isti koš vrže, da se ne poglobiš v vsakega posebej, kaj zmore, koliko rab podpore, kje v bistvu tudi potem se na nek način vseb pomiriti kot starš, da mogoče pa eden od otrok ne bo, ne vem, toliko uspešen, kar se tiče točk na maturi, če nekako mu to ne gre. A ne? Tako da se mi zdi ena taka poglobitev v otroka, kaj res zmore, česa ne, in potem šele na podlagi tega usmerjati podporo. Podpora v 4. letniku je še vedno zelo potrebna. To nikakor ni zrel človek. To je še pri zaključevanju srednje mladosti. Možgani niso še zreli, vizija za življenje je zelo ohlapna, ponekod še čist prezgodna, a ne da bi se sploh nekako pojavljala. Tako da mladi zelo dragoceno, če od staršev dobijo podporo, postavljanje nekih podvprašanj, skupno raziskovanje, da so skupaj v bistvu v odnosu povezani in na ta način lahko potem res čim bolj optimalno razmišljajo. Ni pa rečen, da bojo sploh zbrali ta pravo stvar. A veste, velikokrat se zgodi, da potem, ko mlad človek zori, mogoče še pri 19, 20, 21 in ko pridobiva določene izkušnje iz sveta, ima mogoče prvo neko intimno zvezo, je dobil neki izkušenj že na določeni smeri na fakulteti ali pa po oziru ali pa karkoli, ali pa je bil mogoče na nekem seminarju ali pa na neki poletni šoli, šele uspe izkristalizirati, kaj bi v resnici v življenju rad počel. In to ni nič čudenega. Zanimivo je, da se še zmeri nekako razume, kot da je 18-letnik ali pa 19-letnik, no, takrat, ko maturira, da bi se že moral znati odločiti, ampak razvojno gledano v zahodni družbi, ko se je to mlado odraslo obdobje, prehod v odraslost, ne, zelo razpotegnilo, kaj do 27, 29 leta celo, je v resnici to ena taka realnost zahodne družbe, kjer je zorenje nekako počasnejše, kjer hočejo mladi oziroma tudi potrebujejo več enih različnih izkušenj, in potem postopno zberajo zadevo, ki upamo, da jim bo potem kasneje v življenju lahko predstavljala obenem poklic in obenem hobi, a ne, tako da
to je recimo nekaj res lepega, če lahko v tej smeri izbiraš. A ne? Kaj pa v primeru, ko otrok recimo ne govori tistega, kar misli, ampak se boji povedati pravzaprav svoje želje in potem od staršev pričakuje nekako usmeritev, čeprav tega spet ne pove, a ne, in je nekako sam v stiski in pravzaprav nobena beseda očeta ali mame ne more pomagati nič, ker sploh ni zaznan terena, ne, tukaj, ker premalo vemo starši. V takih situacijah, če mladostnik čuti malo premalo enega tazga zaupanja, ne, da bi res odprto razglabljal, šimfal, ne vem, a ne razmišljal, je pa zelo dragocen vključiti kakšne druge znance mogoče, včasih tudi strokovnjake, ali pa kakšne malo starejše vrstnike, ki določene smeri že študirajo, da lahko on prek nekoga, ki je mogoče že v kakšnem študiju, za katerega se nam zdi, da bi ga vsem zanimal, pridobiva informacije. Torej, da na nek način razširimo prostor. To je v takih situacijah, se mi zdi, zelo pomemben korak ali pa neko tako zavedanje tudi strani staršev, da tega ne vzamemo za slabo, če mu ne paše govoriti nam o teh svojih razmišljanjih, ker se mogoče boji, da ne bo dobro ocenjen, a ne? Ker mogoče ve, verjetno, da čuti, da imajo starši neka druga pričakovanja ali pa želje, je potem zelo dragocen poskrbeti, da ima eno drugo osebo, s katero bo o tem sploh lahko odkrito govoril, in potem bo s tem že nekako sprožen en tak iskren proces raziskovanja sebe, kar je pa nujno, ker mladi ne morejo študirati tega, kar si starši želimo. A ne, na ta način jim nekako, bi rekla, osnoven cilj mladosti zatremo ali pa osnoven smisel mladosti, da morajo oni sebe najdeti, a ne. Tako da, ja, mogoče ena taka smer, razmišljanja. Kaj pa, ko otroci zelo pridno študirajo, se učijo in potem rečejo, glej, imam toliko in toliko petic, a ti misliš, da bi jaz zaslužila za to, za te lepe ocene kakšno denarno nagrado? Kaj pa to? Ja, tukaj se lahko po moje starši za vsakega otroka malo posebej odločajo. Tako, jaz bi tako rekla, če za kakšen izreden uspeh ali pa za nekako prgarano petko ali pa za res, ne vem, neko lepo maturitetno spričevalo dobijo nagrado, je to lepo. To ni nikakor, bi rekla, napačna odločitev ali pa zmotna spodbuda, ker niti ni kot spodbuda, ni, bi rekla, podkupovanje, a ne, to bi bilo recimo problematično, ampak je v bistvu izraz enega veselja, mi pa veselja ali pa nek praznik velikrat še nekako mogoče, kako bi rekla, obogatimo ali pa poudarimo s tem, da nekaj podarimo. Tako da moram reči, da če so kakšna taka lušna darila, da si je mladostnik nekaj želel ali pa mogoče celo nekaj dražjega, je to, se mi zdi, zelo na mestu, no. Bo lahko pol nekaj let ali pa vse življenje na nekaj tasga še mogoče dodatno ponosen, a ne. Tako, zdaj, če razmišljava, ne, kaj je bil pred kratkim Prešernov dan, a ne, pa so tudi podelitve teh Prešernovih nagrad pa priznanj, pa je vedno, a ne, v bistvu neka nagrada za en tak uspeh. Tako da, to je, bi rekla, kar tudi malo kulturno, pa v bistvu lepo. Zdaj, ob informativnih dnevih sem slišala, da so bili s 4. letniki na fakultetah z dijaki tudi starši. Vaš pogled na to? Ja, jaz mislim, da tukaj ni prav pa narobe, če bi tako rekla, ne. Nekateri mladi si želijo iti sami pogledati, različne možnosti predebatirati v miru, ali pa imajo v bistvu že tudi zelo izdelano mogoče vizijo in grejo samo še tako majčkeno preveriti mogoče na 2 smeri, kaj točen bi, ali pa malo skoraj zaradi druženja ali pa kaj tasga. Ponavadi te mladi potem niti nimajo potrebe, da bi starši zraven hodili, medtem ko, če gre za neke še zelo take zahtevna razmišljanja, ki so še zelo v povojih, ni nič narobe, če so starši še zraven. To so vseeno še mladi ljudje,
Marsikdo pride tudi v 3. letniku že na informativne dneve. In se mi zdi, da to prehodno razmišljanje je še čist v redu, če je tudi še skupno. Ne bi kar direkt rekli, da je to zdaj že, bi rekla, helikoptersko, kaj ta izraz zdaj uporabljamo v smislu, da starši posod bdijo več, kot bi bilo dobro za mladega človeka, a ne. Tako da je malo za presoditi ali pa mogoče iti na eno fakulteto skupaj, da potem mladi malo vidijo, kaj so starši še vprašali ali pa tako, pa grejo potem na eno, pa mogoče skupaj s prijatelji. Zelo odvisen od tega mladostnika, no, če ima tudi neko tesnobo v sebi, če je socialno malo manj spreten, če je zelo negotov, če je fakulteta mogoče celo plačljiva. Tako, veliko dejavnikov je, ki na to vplivajo. No, nekaterim otrokom, dijakom, ki so videli, da so zraven nekih dijakov iz 4. letnikov starši, so se posmihali temu, ne? Ja, sam težko je vedeti, kaj je v ozadju. Ali so kakšne posebne potrebe, pa je dobro, da starši to slišijo, ali je neka socialna fobija, pa je dobro, da so skupaj prišli, da bojo zmogli te prve korake, a ne? Ali je mladostnik še toliko zmeden, da bo težko v bistvu ta prave informacije mogoče izluščil iz tega informativnega dneva, ali po drugi strani še prišli od zelo daleč, pa so si mislili, grem pa še jaz poslušati, če sem se iz Murske Sobote pripeljal v Ljubljano. Tako da bi rekla, to neko hitro pavšalno ocenjevanje je tako včasih malo krivično, samo to. Večina mladih pa gre sama že na informativne dneve in je to čisto v redu in je tudi v bistvu razvojno nekako logično, ampak ne bi si želela, da bi tisti, ki pridejo še na kakšne take sestanke starši, mislili, da niso dovolj zreli ali pa da so zato, ne vem, premalo osebnostno, ne vem, motivirani ali čvrsti, to pa tudi ni glih res. Povzemiva, da so recimo ti dijaki, ki so prišli starši, da nimajo nekih posebnih potreb, ampak da so samo še ne dovolj zreli ali kakorkoli to obračate. Drži, da so starši, ko so šli z njimi, jih pa oropali ene izkušnje, ne? Mislim, zelo je pomembno, da otrok tam nekje od 3. 4. letnika naprej zelo intenzivno razvija tudi lastno odgovornost, samostojnost, neko sposobnost lastnega razmišljanja, spraševanja, a ne, ker ima že v grobem razvito tudi abstraktno razmišljanje, predstavljanje neke prihodnosti in tako naprej. To zagotovo, ampak poudarjam, da če so znotraj odnosa se skupaj odločili, da jim to še ustreza, a ne, sploh pa, če so mogoče 3. letnik, da je to tudi v redu. Da pa, če si mladostnik ni želel, da pa se je samo bal staršem reči, da ne počakajo zun ali pa ne grejo na kavo, govori pa o njihovem odnosu, kar pa ni verjetno na zavestni ravni, a ne, tako da bo verjetno potrebno, da še nekaj vode preteče, da bo mladostnik zmogel se na nek način osamosvojiti od staršev, mogoče ene take malo bolj jasne meje postaviti, kar pa potem na fakulteti čisto iskreno kar malo samodejno steče. Če smo čisto pošteni, smo v 4. letnikih starši še redno klicani na roditeljske sestanke in na govorilne ure. A veste, in zdaj, če imamo polinformativne dneve sred februarja, ni nič nenavadnega, da gremo tudi mogoče kakšno od fakultet skupaj pogledati, ker mnogi tudi niso niti še polnoletni v tem obdobju, so na tem v bistvu prehodu, ki ga zelo različno zmorejo. Nekateri bojo perfektno se sami odločili, znajdli, da jih kar gledamo in se nam zdi neverjeten, da imamo toliko zrelega mladostnika, pa ne v smislu tesnobno zrelega, ampak tazga suverenega, ne, niti treba, bom sam, se grem s prijatelji, a ne, tako naprej. So pa zelo različni, od zelo nezrelih do zelo nebogljenih in pač rabijo v tem obdobju še podporo. Je pa res, ne, da potem na fakulteti, kar je tudi šele čez pol leta, ne, in to zorenje v tem obdobju je še vseeno zelo hitro, tudi čisto bi rekla nevrološki vidik zorenja je hiter, da pa potem res postopno oni že sami na nek način zajadrajo v fakultetni proces, tam pa je bolj nenavadno, da potem vstopajo starši v proces, a ne študija.
razen da doma veliko stvari predebatirajo, mogoče kakšne elektronske pošte skupaj napišejo, kakšne dopise, pomagajo pri vključevanju, ne vem, registracije v aplikacije, ki so včasih zahtevne, pomagajo pri, ne vem, razmišljanju, kako si sestaviti urnik ali pa kateri izbirni predmet bi ga bolj zanimal. Starši so za mladega študenta še vedno zelo pomembna in zelo močna opora, če je odnos, bi rekla, varen, zaupen, tako bi rekla, na nek način kakovosten, ampak ne več, da hodijo z njimi na sestanke. Tam je pa potem to, bi rekla, ena taka, tudi mogoče čist družbena meja, da veš, ok, zdaj klepa to čist več ne paše, a ne, tako. Ker je tudi zanimivo, no, da gre za en tak prehod, a ne, v bistvu z maturo dobiš ta zrelostni izpit, ne, kakor, in je pol še itak 3 mesece celo počitenc in potem tudi en tak nov zagon, nov način razmišljanja, nov način obravnave in je v bistvu ta mejnik veliko bolj naraven, kakor ta pri informativnih dnevih, no. Ja. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Za življenje. Profesorica doktorica Andreja Poljanec je z nami. Govorimo o vzgoji, o prehodih, ki jih naredijo naši mladostniki od vrtca do fakultete. Cilj vzgoje naj bi bil spraviti na noge odgovorno, polno čutečo, dobro osebo, a ne, ki ima v vidu tudi druge, se pravi, da je do okolice dobro naravnana in tako naprej. In ta odgovornost se potem pokaže na fakulteti, ko se mi zdi, da je urnik že tak, da si ga lahko malce sami prikrojijo, a ne, ker so to že napol odrasli ljudje. In če zaspijo takrat in vzamejo te svobode preveč, potem lahko hitro zaškripa, kaj ne? Ja, sploh v prvem letniku se kar, bi rekla, pokaže, kdo zmore eno tako samostojnost pa odgovornost, pa tudi predvsem, kdo je spreten v odnosih. Zato, ker tisti, ki si naredijo dobro socialno mrežo z novimi vrstniki, torej z novimi kolegi, a ne, grejo v resnici veliko bolj tekoče skozi študijski proces, zato, ker na nek način sprot sledijo, če so kaj pozabili, pridobijo zapiske, na hitro naredijo mogoče neko seminarsko, če so nanjo pozabili ali pa jim bo kdo pomagal, se vključijo v tutorske skupine ali pa jih ni strah prositi za pomoč, a ne? Ker mi se moramo zavedati v bistvu venomer, da to, da zmoremo v odnosih sodelovati, da zmoremo prositi za pomoč, da zmoremo v bistvu izraziti svojo potrebo, nemoč, stisko, ne vem, zanimanje, da je to ena od najbolj zrelih oblik življenja, a ne, ki omogoča tudi v bistvu eno tako res polno življenje. Tako da te grejo potem nekako bolj študijski proces. Tisti, ki pa niso niti čisto prepričani, če so zbrali pravo fakulteto, pravo smer, da jih niti ni potegnili, da jim je nekako tuje hoditi na ta program ali pa kaj takega, pa lahko hitro začnejo na nek način odpadati, manjkati kakšne predmete in potem je zelo težko ujeti nazaj ta tok vrstniški oziroma študijski, a ne, tudi nekako. Tako da meni se zdi, in to bi prav svetovala tudi mladim, pa tudi starši je dobro, da se tega vsem zavedajo, čeprav ne bojo mogli zdaj kar pritiskati, pa težiti v tem smislu, ampak z eno blagostjo pa lahko kdaj vprašajo, opozorijo, ne vem, preverijo, kdaj se bojo zbudili, sploh mogoče v prvem semestru, ko so mladi res še zgubljeni in veliko novosti je, urnik je raztreščen, luknje so vmes, nabone začnejo jesti, v študentski dom. Kraja bivanja. Velikrat, ja. Tako da ta prvi semester ali pa prvi letnik se meni zdi, da je zelo dragoceno, če so starši v resnici še tako čustveno, tako nekako pri stvari, no, tudi fizično in čustveno, če je le možno. Helikoptersko malo še. Ja, pa ne v slabem pomenu, a ne, tako v bistvu, da te mladi čutijo, da
je neka taka primerna skrb v ozadju, ne pa kontrola, pa teženje, no, ampak neka osnovna skrb pa. Ta prehod je kar izziv, no. Ja, kaj pa, če recimo potem mladostnik vidi, a ne, da je prišel pa čisto na napačno fakulteto in to spozna recimo po 3 mesecih. Ali je bolje, da skriva in čaka do konca leta, staršem ne pove, da jih ne bi razočaral, ali da takoj pove in takoj skušajo najti rešitev? Ja, zdaj tukaj je spet odvisen od tega, koliko blizu so si starši, a ne? To je vedno en tak osnovno vprašanje. Zdaj, če so si blizu, lahko on, in to bi bilo tudi najbolj dragocen z izpeljavo tega procesa, tega razmišljanja, te stiske, negotovosti oziroma iskanja sebe, a ne, da potem skupaj razmišljajo v tej smeri in verjetno najdejo najbolj optimalne rešitve. Zdaj, kakorkoli se bo odločil, ali da takoj neha, ker če ga ne zanima, a ne? Ampak treba je najprej raziskati, zakaj ga ne zanima, kaj se mu je zamerala, se je česa ustrašil, ali se mu je zameral, ali ga program ne zanima, ali je nekaj čist drugega dojel, da tega ne bi rad v življenju počel. Odvisen, kaj je v ozadju, a ne? Včasih enostavno dojamejo, da to ni za njih, ker polka vidijo šele predmete od blizu, ko vidijo, zakaj gre, ko malo spoznajo tudi profesorje, iz kakšnih smeri prihajajo, šele, bi rekla, dosti realno prepoznajo, zakaj gre pri tem poklicu v prihodnosti, a ne. Tako da torej, če je eno tako zaupanje v družini, je to zelo dragocen, če lahko skupaj debatirajo. Ampak po drugi strani, če mladostnik zelo tudi sebi zaupa temu, kar doživlja, kar vidi, se lahko tudi v miru sam odloči, oziroma ni nič nujno, da bi zdaj moral starši debatirati, a ne. Tisto, kar pa je izziv za mlade, ki pa nimajo niti tega zaupanja, niti niso gotovi vase, je pa recimo zasvetovati, da pa naj se s kom pogovarjajo, ne glede na to, a bojo zbrali starši ali koga drugega, verjetno koga drugega, da začnejo ta prav čas, oziroma takoj, ko jih začne to begati, razmišljati še z nekom o teh možnostih, kaj potem drugega zbrati, ali pa a si vzeti neko pauzo, pa premisliti, ali iti na nek tečaj, ali na neko izkušnjo, ki ti bo mogoče pomagala pri odločanju. Torej, absolutno je resno zavzeti to stisko, to negotovost, ki se je preplazila, a ne, to je res resno zavzeti. Nikakor se je ustrašiti, nikakor se počutiti osramočenega, nikakor razmišljati v smeri, da je to napaka. To je v resnici dragocena izkušnja, dragocen čustven pa miselni proces, da si po 3 mesecih ali pa po 2 letih, a veste, dojel, da to ni nekaj, kar trenutno vidiš, da bi te veselilo vse življenje. In vedno, ko do tega pride, je to resno zavzeti in razmišljati iskreno in na nek način tako pozitivno, v smislu, kaj pa me veseli, iskati rešitve za naprej, to bi izpostavila. Ja, vsekakor bolje po 2 letih spremeniti smer študija, kot po 40 letih žalosten in izmučen v pokoj. Ja, ali pa pol po 20 letih končen iti nove študije študirati, če si že prej bil negotov ali pa sumničal do tega, a te bo to res veselilo ali ne. Tako da vedno, ko pride do tega, da te nekaj začenja toliko močno preganjati, je to res resno zavzeti. Tisto, kar se mi sam zdi škoda ali pa celo krivično, je, da se iz tega neredko dela en tak bav, kot da zdaj pa to nekaj narobe. Konec sveta, ne? Ne, to je Bogu hvala prišlo, še enkrat, če poudaram, je prehod v mlado odraslost zdaj razpotegnen po razvojnih standardih do 29 leta in v tem obdobju naj bi se mlad našel. Zato, ker je pač drugače deluje družba, a ne? Seveda je fino, če se prej najdeš, razumete, ampak ni pa nič narobe, če se ne. Ob tem, da gre v drug kraj študija, a ne tak mladostnik, mora poskrbeti za to, da bo imel tudi kraj bivanja. In zdaj običajno so te sobe študentovske, a ne, zelo hitro popolnjene.
In če ta mladi odrasli človek vedno zamuja z nekimi roki in se starši bojimo, da bo zamudil tudi zato, ali naj čakamo, da zamudi in potem finančno podpiramo drage te zasebnike, ali kako naj otroka zbudimo, da bo do časa začel iskati to. Meni se zmeri zdi dragoceno, da so starši iskreni ob mlademu človeku. To ni odrasel človek, da bi zdaj rekel, ne bom se več vtikal, naj sam razmišlja. To je pol mogoče po enem 25, 27 letu, a ne tako, ko vidiš, da je res zalaufal svoje življenje, da ima svojo službo, da je ekonomsko tudi neodvisen in tako naprej, a ne, pač odvisen, kdaj mu to čist rata, tam nekje med 22 in pa 30 letom v povprečju, a ne. Tako da bi tako za nalašč čakal, a veste, pa potem, vidiš, nisi se spomnil, to se mi zdi, ne vem, skoraj, mislim, upam, da ni preveč predrzno, ampak skoraj se mi zdi malo hinavsko. A ne tako, prav neprimerno se mi zdi, tako, ko ste me tako direktno vprašali. A naj potem starši med tem časom iščejo, če vedo? Ne, ampak naj ga opomnejo, naj ga vprašajo. Opomin? Če ni pomagal 5 let, naj se skupaj usedejo in to naredijo. Zato, ker potem pa je mogoče tudi malo sporno, da prej čakajo, da potem pa plačujejo, a ne oni vsem. Torej, lahko vse to v bistvu v te stiski čakanja oziroma priganjanja ali kakorkoli lovljenja teh primernih datumov za prijavo na te razpise, a ne, lahko vse te svoje tudi strahove ali pa skrbi, no, če bi tako rekla, ubesedijo. A ne, meni tako v smislu, da rečeš mlademu, zdajle je rok, jaz mislim, da bi celo not prišli, imamo primeren cenzus, veliko možnosti je, da prideš noter, preveč se mi zdi neumen, da ne bi tega probali, a ne, pa bomo pol videli, če ne boš prišel, bomo že pol ti pomagali, ampak se mi zdi pač pošten, da tole probamo, ker končno je pa vsem drago življenje v teh univerzitetnih mestih, kjer pa seveda se pa spet na nek način pričakuje, da ga starši podpirajo študenta oziroma je fino, če ga, a ne. Tako da se mi zdi veliko bolj zrelo, pa tudi bolj učinkovito za razvoj mladostnikove sposobnosti samozavedanja, regulacije, upoštevanja nekih datumov, ker jih bo tudi v prihodnosti moral, nekih projektov, prijave za službo, za izpite končen najprej 5 let, a ne, in tako naprej. Ampak da to ubesedimo, se mi zdi tole škoda ali pa celo neumen, kdaj boš imel čas, lahko zraven sedim, bova skupaj naredila, bo verjetno hiter, a ne, ker mlade včasih tudi odbija to, da mogoče ne vejo, kako bi se točno lotili neke aplikacije ali pa kaj vse bojo rabili, že to, da morajo davčno številko poiskati, jih včasih stera vrža, ne. A ne, tako bi rekla, zelo take drobne stvari jih zelo zmotijo. In tukaj je ena taka direktna podpora, ni niti malo sporna, samo da je na primeren način ubesedena. Kako pa pravzaprav otrokom, ki jih poznamo zelo dobro, a ne bom rekla, da jih poznamo bolje, kot oni sebe poznajo, čeprav v nekem segmentu to verjetno drži, a ne, otrok se še razvija, najstnik se še razvija in še ni vse to, kar bo pozneje, a ne. Ja. Ampak s tistim, kar starši vemo, kako svetovati, kaj bi bil zanj v naših očeh seveda dober poklic? Ja, to je zelo dobro vprašanje in kar velik izziv, je pa nujen ga lotiti se. Zelo dragoceno se mi zdi, da se razmišlja v smeri mladostnikovih talentov oziroma najstnikovih, če gre tukaj celo za srednjo šolo še, a ne. Kaj rad počne, kje mu čas hitro mineva, kje ima ene take spretnosti razvite, ki jih mogoče kdo drug niti nima ali pa tako,
kje se on dobro počuti, kje smo opazovali ga že kot otroka, da je bil vedno tak radoživ ali pa vedoželen, a ne, tako da se v bistvu pa tudi potem druga mogoče še vprašanja glede nekih osebnostnih lastnosti, a bi rajš delal v skupini ali bolj samostojno delo, ali je bolj ekstravertiran ali je bolj introvertiran, a ga zanima neko zelo natančno delo, da je zelo natančen, recimo laboratorijsko, znanstveno ali pa kaj takega, a ne, ali po drugi strani nekaj z ljudmi, ali je to mogoče otrok, ki je vedno mu primanjkovalo, tako rečemo po domače, zid sledra, a ne, in je bil vedno rad v naravi, po 20 minutah matematike smo vedno morali dovoliti, da gre za 5 minut na trampolin in tako naprej. Vse te, bi rekla, otrokove karakteristike, veščine, osebnostne lastnosti, a ne, način življenja, koliko je v bistvu umirjen, koliko je pa mogoče tak hiter v gibanju, razmišljanju. Vse to je dobro, če starši opazujejo. Zanimivo je tudi, da so zadnja leta že naloženi na spletnih straneh različni vprašalniki o izbiri poklica. Velikrat jih tudi šolske svetovalne delavke uporabljajo, sploh v osnovni šoli, mislim, da jih praviloma celo naredijo v 8. razredu, mogoče včasih tudi šele v 9. In v bistvu na ta način lahko ti zelo kakovostno zožeš način iskanja kaj, a ne da, a ti leži matematika, ali jeziki, ali družboslovje, ali humanistika, ali pisanje, branje, ne vem, klepetanje končano, ne. Koliko si iznajdljiv, koliko si ustvarjalen. Velikrat je tudi povezan s tem, koliko je družina v bistvu podjetna. A ne, ker določeni poklici, zdaj sploh sodobni poklici, zahtevajo ogromno enih spretnosti, iznajdljivosti predvsem, veliko komunikacijskih spretnosti, socialnih, torej odnosnih spretnosti, nekega tazga razširjenega, tega divergentnega razmišljanja, bolj ustvarjalnega, prilagajanje sproti, eno tako prožnost, a ne, posebne veščine v sodobni družbi razvijamo in jih potem tudi potrebujemo pri mnogih poklicih, za katere niti še ne vemo, da bojo obstajali mogoče čez 10 let, ker se družba tako hitro res zahodno razvija, ne. Tako da velikrat svetujem staršem, pa vidim, da je res to zelo pomembno, no, za to z generacijo zdaj, da se gleda na razvoj veščin, pa različnih teh kompetenc, pa lastnosti, kakor čist samo strogo, kaj ti bo nek študijski ali pa šolski program ponudil, a ne. Tako, in tudi šole vedno bolj začenjajo, tudi fakultete določene, v svoje programe vključevati treniranje veščin različnih, a ne, pa nekih tudi mogoče osebnostnih lastnosti, bolj kakor samo, bi rekla, učenje znanja kot takega, a ne. Ja. Zdaj ste našteli vse tisto, na kaj je treba biti pozoren pri iskanju poklica. Vemo, da bo delovna doba, ne, 40, morda se bo pa še podaljšala, to ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost, ampak vsekakor čaka te naše mlade ljudi težka borba, bom rekla, ker vemo, da za vse poklice ne bo prostih delovnih mest. Ali je modro gledati tudi na to in potem narediti neki kompromis? Ja, zdaj tako je, to je malo delikatno. Če te ena zadeva neverjeten močno zanima, pol je zelo dragocen, če lahko temu svojemu, te svoji želji ali temu svojemu hrepenenju res slediš in študiraš to, kar imaš pač rad, kar obožuješ, a ne. In potem v resnici vsak poklic se lahko na nek način prilagaja potem družbenim potrebam, a ne, če te nekaj res toliko veseli. Če pa ti ne veš čistočen, kaj bi, potem pa tukaj lažje dopuščaš eno možnost, da pa malo razmišljaš, kje bo mogoče v prihodnosti več možnosti. Za nekatere poklice mi zdaj zelo dobro vemo, da so poklici prihodnosti. A ne, zaradi globalizacije družbe, zaradi demografskih zelo očitnih sprememb staranja družbe, zaradi močnega porasta duševnih motenj že med mladimi, zaradi individualizirane družbe, zaradi tehnološkega napredka, razvoja medicine, a ne,
skratka, ekonomskega trga in tako naprej, so določeni poklici nekako perspektivni. Ampak, po drugi strani ne veš, kaj bo čez 20 let in zato je veliko bolj pomembno, da študiraš to, kar te veseli, potem pa seveda je na starših in na učiteljih in seveda tudi vzgojiteljih, katehetih in ne vem komu še, da pri mladmu ne gledajo samo na razvoj oziroma pridobivanje znanja za ta določen poklic, ampak treniranje res teh osebnostnih veščin. Ker to je tisto, kar te bo potem naredil proženega, dragocenega v družbi, edinstvenega na nek način, da boš ti imel pozitivno samopodobo, da boš imel osebnostno čvrstost razvito, da boš suveren, da boš zaupal sebi pa ljudem okoli sebe. To je tisto, kar ti bo dal potem glavne temelje, da se boš lahko vedno znajdel, ne glede na to, a bo zdaj ta poklic potem takrat res cvetel ali bo toliko se tehnologija razvila, da v bistvu boš moral na nek način malo drugačega zasukati, da se ti bo šlo. Tako da zelo se v tej smeri dela. Je pa ta razvoj v izobraževanju smer malo počasen. Zato, ker izobraževalni sistem bi bilo zelo dragoceno, če bi torej te veščine, empatije, samozavedanja, prožnosti, socialnih spretnosti močneje razvijal, ker zelo jasno vemo, da je to temeljno, ampak se programi zelo počasi spreminjajo, tako da potem tukaj mislim, da je še nekaj izzivov, da se bojo res programi lahko tako posodobili, na tem se dela, ampak se mi zdi, da različen po različnih šolah. Verjetno ste tudi vi že kdaj srečali človeka, ki je obžaloval, da se je odločil za poklic, ki ga je potem opravljal 40 let, Če bi bil še enkrat mlad, bi pa ne vem nekaj drugega. Ali se da to pravzaprav preprečiti v tem času? Z dobro izbiro se da dosti preventivno presojati, a je ta človek res za to sploh primeren osebnostno, glede na to, kar sva zdaj malo razlagali, se da dosti pomagati, ampak teh možnosti v preteklosti sploh pogosto ni bilo. Noben se ni ukvarjal z mladimi, kaj bojo zbrali, oziroma so jim celo torej so jim pretirano sugerirali nek poklic, ki je bil takrat tretiran kot poklic prihodnosti. Naprimer električarji, ali pa ne vem, kaj tazga, v smislu, to bomo pa zmer rabili. Seveda, se to še zmer rabimo, ampak če boš ti električar, zanimala te pa umetnost, ne boš nikoli mogel biti zadovoljen v tem, poklicu. Tudi, če je perspektiven poklic, ali pa boš moral zelo po svoje se potem znajdati, česar pa v preteklosti ni bilo toliko možnosti. Tako da veliko lahko s preventivo naredimo, ampak potem morajo imeti mladi res čim bolj enake možnosti za to odločanje. Kar pa, če pogledamo po družinah, nimajo enakih možnosti, to je dejstvo. Če pa pogledamo po šolah, bi pa bilo dobro, da bi imeli čim bolj enake možnosti. Šola je velikrat ena taka uravnilovka med tem, ali pa še kakšno svetovanje, kakšni svetovalni centri, mladinski centri, Tako da zato je tukaj težko imeti čisto en tak enoznačen odgovor, se mi zdi. Veliko lahko naredimo, zagotovo pa toliko in toliko mladih nima možnosti, niti ne zmore zaradi različnih dejavnikov zbrati res mogoče optimalnega poklica. Še vedno prepogosto starši pritiskajo na izbiro poklica. To jaz še vedno opažam in je skoraj nerazumno, da je to v tem svetu še nekako sploh možno, ampak se kar še dogaja. Sej to so lahko taki bolj podtalni čustveni pritiski, ampak pol en mladostnik, ki še v bistvu odvisen od svojih staršev glede preživetja in prihodnosti, tudi pol kar mal klone, in velikrat se mladostnike, sprav neke srednje šole, ki niso čist za njih. Kaj šele na fakulteto. Zdaj, ozavešča se glede tega veliko bolj, tako da če le zmore mladostnik vsaj toliko bi rekla, notranjega vpogleda, ima možnosti čim bolj zbrati. Tudi Slovenija ponuja 2 možnosti, da lahko zamenjaš
fakulteto ali pa pol vzporedno še vpišeš, kar je v bistvu tudi ena taka varovalka, da bi najdel mladi poklic, ki jih bo veselil. Ja. A ne? Zdaj pa recimo, da nas poslušajo mladi in starši, pa da kdo od teh mladih reče, joj, jaz bi bil pa tudi to, kar je doktorica Andreja Poljanec, jaz bi bil pa profesor, pa bi tako, pa svetoval ljudem, pomagal iz stiske. Kaj je bilo vam treba narediti, da ste prišli do tu, kjer ste zdaj? Je šla mama z vami na informativni dan? Ne, to ni šla, je pa zelo močno takrat se posvetila temu, kaj bi bilo zame primerno. Jaz sem si zelo želela biti babca, ampak takrat je bil en tak sistem, da so imeli zelo veliko prednost tisti, ki so zaključili srednjo zdravstveno šolo. Jaz sem bila pa na gimnaziji in v resnici nisem prišla. No in potem se ona zelo potrudila in to sem ji res hvaležna, da se je ona zame pozanimala, ker se sama nisem bila sposobna zgleda, nisem videla te možnosti, da se je pozanimala za študij psihologije, ki je bil takrat zame primeren izredni študij, ker so že takrat bile te točke za maturo, in mi v bistvu ona zrihtala študij. Tako da tukaj je v bistvu en tak zelo lep primer tega, da se starši pri tej starosti morajo, ali pa je zelo dragoceno, če se vključijo, ker prepoznajo, da mladostnik nekako zgubljeno išče svojo prihodnost ob nekem porazu v tem smislu, a ne, kar je lahko rečemo bil, mislim. Ne vem, nismo niti pričakovali, sem bila prva generacija maturantov in nismo pričakovali, da bojo take velike razlike, a ne tudi. Skratka, tako da ja, tukaj je mama naredila en tak velik korak. Potem je pa za ta moj poklic, ker jaz sem psihologinja pa zakonska in družinska terapevtka, bilo potrebno vpisati specialistični študij na teološki fakulteti, takrat so ga ravno zagnali, mislim, da sem druga generacija, to je 2-leten študij bil še, potem pa še vpis na takrat še magistrski študij, pa potem na doktorski študij. Tako da to je ena taka pot, bi rekla, vsakega profesorja, da najprej narediš osnovno fakulteto, potem pa zdaj, ko je bolonjski sistem, je ta postopek na nek način hitrejši, zato ker je doktorski študij zdaj enovit. Tako da ti ni treba po toliko korakih, pa ta specializacija je bila dodatna izbira, to ni nujno, a ne. Tako da vam dam spodbudo, da je študij dragocen, če te nekaj vleče, se splača te iskri notranji, a ne, slediti, in se večinoma to zelo dobro izide, je pa pomemben, da imaš pri tem podporo. Jaz sem imela tukaj res veliko podporo družine, pa tudi potem moža, ker sam pa tega v bistvu, sam pa to veliko težje zmoreš. Ali si pa zelo utrujen, ali si prikrajšan za neke mogoče hobije. Jaz sem bila še zelo rada skavtinja, tako da mi je bilo s tem, a ne pa v zborih. Tako da s tem, ko so mi starši, pa potem kasneje tudi mož pomagali, sem lahko ohranjala tudi ta pravo mladost, da mi ni bilo treba preveč delati, ampak da je sproti se v bistvu vse nekako dosti lepo išlo. Ja. To je zdaj lahko bova rekli tudi priprava za prihodnje leto, a ne, ko bo spet informativni dan, da se bodo morda mladi skupaj s starši lažje odločili za karierno pot, za pot poklica. Doktorica Andreja Poljanec, hvala lepa za vse povedano. Se mi zdi, da ste lepo razložili, da ni nič usodnega, če se enkrat zmotimo ali pa tudi dvakrat morda, da le pridemo do zaželjenega cilja. Vam želim vse dobro na nadaljnji poti in se vidiva spet čez kakšen mesec ali 2. Hvala, lep dan. Za življenje. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.